bolj tudi na koncu pač teh zadnjih 100 metrov, ali koliko je bilo, isto, ne, vedel sem ful ugraj me je nekako vleklo, ampak enostavno nisem mogel iti v drugo stran, čeprav v mislih sem imel, ne, da bi šel stran, ne. In pač pol tu v cilju, sploh mi ni, pač se ne spomnim, ne, že dejansko se pa peljem domov, no, no in pol jaz grem na Facebook, gledam, več mi ni bilo jasno, to je bilo danes, to je bilo, jaz kar nisem mogel verjeti, ne. Živijo Mitja, dobrodošel v podcastu Zagret za tek, hvala, ker si se odzval v vabilu. Čau, živijo. Spoštovani in cenjene, hvala tudi vam za spremljanje. To je 22. epizoda podcasta in pogovor s temle izjemnim atletom Mitjo Krevsom je nekaj, kar mi je v glavi že nekaj dni, se res veselim, verjamem, da boste tudi vi uživali, če pa ta trenutek tečete, še toliko boljš. Mitja, ti si danes najbrž že tekel in najbrž ne samo enkrat. Ja, v bistvu res, ja. 2 treninga evo danes za mano. Tako da sem bil kar preden danes. Lepo, v kateri fazi treniranja si trenutno? Zdaj je to baza ali ima že kakšno specifično pripravo za kakšno dirko zdajle v igri? Zdajle je v bistvu tako rekoč mogoče najtežji ali pa najbolj naporen del. Ponovadi ta februar je kar obsežen, intenziven. Zdaj, če bo vse po sreči, pač upamo sicer, ponovadi se tam marca že odprejo kakšne tekme, kako bo letos, bomo še videli. Ampak ja, no, zdaj je v bistvu tole najtežje, verjetno, obdobje, najbolj obsežno s treningi, no. Tako da smo kar aktivni. Super, a si ti kdaj tudi hodil na kakšne priprave v tople kraje, kar zdajle gledam par fotk tam po Instagramu, posebej Kobeta pa Kršinarjeve? Ja, zdaj v Afriko še ne. Kot je recimo Kenija, pa Južna Afrika, kjer so hodili kar atleti. Sem pa bil večkrat na Portugalskem, predvsem takrat, ko sem tekmoval še na srednjih dolgih progah, ko sem se pripravljal na dvoransko sezono, ne. In pač zdaj imamo sicer to krožno dvorano, prej pa tega ni bilo, ne, in za te specialne treninge je kar težko, posebej, ker so velike hitrosti, intenzivni treningi. Če je zunaj okrog ničle ali pa celo pod, so to bistveno drugačne razmere za trening, ne. In na Portugalskem je pa toplo, ne, tam v tem delu je nekje 15 do 20 stopinj, recimo čez dan. In ja, sem bil kar par let zapored tam, no. Sicer zdaj, ko tečem na daljših progah, pa sem bil predvsem ponovadi Istra v tem zimskem času, no, ker je v bistvu, glede na to, da niso toliko hitri pa kratki treningi, so mi te temperature, ko so v Istri, ne, recimo po zim, kar zadovoljive, no, tako da sem ponovadi Medulin ali Vrsar, no. No, letos praviš, da bo tvoja statistična regija mogla zadostovati za tiste treninge, kar jih boš opravila. Ja, pa sem tudi upal, no, da bo se kaj mogoče spremenilo, ne, ker ravno v bistvu v tem terminu zdajle sem ponovadi bil vsako leto pravzaprav na pripravah, ne. Letos pa pač očitno ne bo šlo to čez. No, ampak je pa, če sem si prav zapomnil, naslednji vikend na državno prvenstvo v dvorani, mislim, da je najdaljša razdalja 3000 metrov in pred kratkim je Timotej Bečan malo pojamral, da je nepričakovano lansko odnesel ta naslov, ker ni bilo nobenega boljših tekačev. Bo šel ti tja morda letos pokazati, kako se to teče? V bistvu ne, nisem planiral, mogoče bila kot ena opcija pravzaprav za kot popestritev treninga, ne, da bi se nekaj pripravljal. Pač bolj mi je odvrnilo to mogoče, da enostavno sem zdaj res čisto v drugačnem treningu in drugačnih hitrostih in glede na to, da sem prej tekmoval na srednjih dolgih progah, ne, da sem recimo te neke
večje hitrosti treniral, tekmoval tudi v teh razdaljah, mi v bistvu zdaj ne predstavlja nekega izziva, ali kako bi rekel, no, da bi zdaj šel kar tako malo, no, za nek rezultat. Ja, mogoče res samo v smislu treninga, da bi to bilo, no, ampak da bi pa, če bi pa hotel vse nekaj več, bi pa mogel potem vse nekaj pozornosti dati temu, no, ampak zdaj pa zaenkrat trenutno ne razmišljam o tem, no. No, cel kup enih iztočnic si mi dal, ampak se pa spodobi, ker sem te že povabil tole vdajo, kar nekaj tekaških prijateljev mi je reklo zadnje mesece, Mitjo, moraš pripeljati, sem rekel, bo dozorel čas, pride Mitja, ravno pravi trenutek, da bo povedal tisto, kar ga želim vprašati. Dajte začetek primerno predstavim. Mitja Krevs, eden najvidnejših tekačev zadnjega desetletja pri nas, kar 39-kratni državni prvak na razdaljah od 800 metrov do maratona, udeleženec svetovnega in evropskega prvenstva v dvorani, državni rekorder na 1500 metrov v dvorani, še vedno aktualen, pa partner oče 2-letne deklice, če se ne motim, trener v tekaškem društvu Mitek, pa svetovalec v Hervisu, nekdanji ambasador pri SX Frontrunners, pa seveda lanskoletni sveži državni rekorder na 5 km na cesti. Kaj sem še pozabil, Mitja? Ja, mislim, da te bistveno kar bilo, no, zajeto te recimo bolj taki pomembni rezultati, no. Pač tisti, jih je še nekaj drugih, pač mogoče malo manj pomembnih, no, bo bi rekel. No, mene je že impresionirala ta številka 39, vas je rekel, Bog pomagi, zdaj ga bom pa vprašal, kje je pa bil 13. državni prvak, pa da vidimo, če ima kakšno statistiko, če se spomnim. Res impresivna številka. Sicer imam evidenco, res pravzaprav vsako tekmo si zabeležim, to je res, od mestnih časov, pač tako mogoče bo to zanimivo še bolj nekoč za pogledati, tako da to imam sicer evidenco vseh tekam, no, ampak mogoče bo to pa še bolj zanimivo čez nekaj let, ko bom nehal recimo za pogledati. Ko boš napisal svoje memoarje, pa notar v vsakem državnem rekordu 2 strani, pa imaš eno knjigo materiala, evo, lahko to. Vem, da si polno zaseden, sva se tudi menila za tale pogovor, si rekel, zvečer drugače ne bo šlo, sem treniram varuške, sem ni, da ni, se pravi, imaš službo, treningi laufajo, družina, jasno, tekaška skupina, še vedno, kljub koroni pa vsem tem omejitvam je tvoj delovnik, tvoj urnik kar natrpano, ne? Ja, v bistvu zdaj ta razlika, da trenutno sicer nisem v službi, pa zaradi te situacije sem pa zaradi tega doma, pač hčerko sva to v bistvu dopoldanski čas, oziroma do izmenjave partnerke, da pride iz službe, se zamenjava, tako da ta čas v bistvu preživiva skupaj, drugače pa ja, potem pa popoldne itak trening, druge stvari, tako da sem bolj aktiven recimo temu popoldne, no. A ti prav pride zdaj, se pravi, to, da ti ni treba se fizično premikati na šiht, pa da imaš mogoče majhen več časa, se vem, da je z otrokom ukvarjati, tudi terja svojo vrsto energijo, ampak vseeno, mogoče imaš več časa za regeneracijo, kljub vsemu zdaj, pa za nek tak aktivni počitek. Ja, to v bistvu je, če tako gledam z fizičnega dela, recimo sigurno zdaj ni toliko tega stanja, recimo v službi, ki sem ves čas na nogah, ne. Zdaj pač ja, ta skupni čas s hčerko preživiva, ampak je vse nekoliko lažje, ne. Je pa pač edino ta omejitev, ne, dopoldne trening, včasih izide, včasih pač ne gre, ne, če dobim kakšno nadomestilo za varovanje, drugače pa, ja, pač ta omejitev je pa sigurno lažje, kakor tisti vsakodnevni tempo sicer, ne, ker potem je pa 2 treninga služba, vmes še te rekreativne vadbe, ne, in pač ja, včasih to nanese, da sem v bistvu od 7 pa do večera, tako rekoč,
Edino, kar sedim ali pa počivam v narekovajih, je vožnja, ko se vozim iz ene lokacije na drugo, pa 15 minut, ne vem, odmora v službi, recimo. Ves čas dejansko preživim, drugače pa na nogah in je to sigurno drugače, kakor zdaj, recimo. No, to te bom pa še povprašal, ko se dotakneva mogoče te profesionalizacije pa primerjave Slovenije s tujino, ampak spodobi se, prej si lepo omenil, bil si svoje čase srednje progaš, da majčkeno noriševa tvojo atletsko, rekel, zgodovino, tvojo pot. Zadnja leta te poznamo pač kot stalnico, kot kralja dolgoprogaške scene v Sloveniji. Praktično skoraj na vsaki tekmi, kamor prideš, se visoko vrsti, če že ne zmagaš. Ampak ni bilo vedno tako, no. Ti si ko sem malo gledal, tak lep šolski primer razvoja atleta. Odkrili so te v osnovni šoli, te spodbudili, zelo hitro potem si razvil svoj talent, bil že kot mladinec državni rekorder, potem pa se res dobro uveljavil na 1500 metrov, bil v takrat močni konkurenci, ker sem gledal zelo bom rekel, kompetitivni, bom rekel, druščini si dejansko uspel ne samo se uvrstiti na evropsko in svetovno prvenstvo v dvorani, pač pa pobrati tudi, bom rekel, državni rekord v dvorani, ki je še vedno aktualen in zna še nekaj časa biti. Kako sam zdaj gledaš nazaj, recimo teh, bom rekel, 15 let, ko si začel te atletske vode zahajati? Ja, v bistvu, če gledam zdaj na začetek, v bistvu nič ne bi spremenil, no. Se mi zdi, da bi vsakmu priporočal tudi zdaj mlademu, ne. Začel sem v bistvu kot del krožka atletike, se pravi, v bistvu je bilo vse neka igra, se pravi, nič resnega, ampak tam sem nekako v bistvu vzljubil atletiko, navezal ta stik. Znotraj tega si pokazal nek talent, bil sem hiter, mogoče takrat niti nisem še razmišljal tukaj v teh dolgih razdaljah, ker tega res nisem maral, tega matranja, ne. Bil sem pa zelo hiter, recimo, ne, in v začetku sem bil pač, recimo temu šprinter za svoje vrstnike, ne, ker sem bil pač hiter, ne. In pravzaprav, ko sem začel trenirati, sem hotel v bistvu da bi postal šprinter, ne. S tem namenom sem začel tudi trenirati, ampak ker je bil učitelj trener srednje dolgoprogašev, je pač nekako rekel, okej, lej, prid nam, boš videl malo v skupini, kako je, pri nas so tudi kakšni hitri atleti pa tako. In pa si to v bistvu zgodba nadaljevala v dolge proge, prihajali so rezultati, in vse postopoma je postalo vse bolj resno, no, in v bistvu tudi rezultati so šli res, bi rekel, linearno navzgor, so se postopoma izboljševali, tako da v bistvu bi se za to pot še enkrat odločil, no, kar se tiče teh začetkov, no. Je pa res, da potem, ko sem v bistvu zaključil z razdaljo 1500, je bil mogoče ta prehod, recimo v dolge proge, v polmaraton ali pa pač želja bilo tudi po maratonu, ne, zaradi pač poškodb jih je nekaj odpadlo, ampak mogoče bi ta prehod preveč hiter, oziroma bi bilo, če bi se zdaj še enkrat odločil, mogoče malo drugače odločil, bi poskušal ta prehod bolj postopoma narediti, ne, mogoče od 5-10 kilometrov nekaj, na teh razdaljah še nekaj več posveti časa, ampak ja, no, evo, zdaj sem, kjer sem, no. Ampak disciplina 1500, zadnjič sem tudi govoril z Lucom Zalokarjem, ki je specializiral 800, ne? To so te dve srednji progi, ki sta res, bom rekel, mogoče najzahtevnejši, saj zame, meni se zdi tako, rekel, lajk od zunaj gledano. To je, rekel, šprint na eni strani, laufanje na vso moč, hkrati pa vzdržljivost in to tvoje združiti, da trpiš, ne vem, 2 ali pa 4 tiste stadionske kroge, to terja, to ni za vsakega sklepa, ne. Nekje si je rekel, da pač rabiš neke tudi fizične predispozicije, čeprav
mi rekreativci rečemo, če slaufarci, pač laufar, ampak ni čisto res, ne more biti vsak, bom rekel, tekač ali pa vzdržljivostni športnik, biti tudi srednje progaš. Rabaš, tako kot ti praviš, moraš imeti talent tudi za hitrost, sicer nimaš šans, ne v šprintu, ne v zadnjih 200 metrih, tiste 1500 metrskega preizkusa, kaj šele na 800. Ja, se strinjam, so kar težki v bistvu obe discipline. Mogoče ta 1500, pa ne zdaj zaradi tega, ker sem jaz pač treniral, oziroma bil to moja glavna disciplina, ampak je vseeno ravno toliko daljša, pa hkrati še vseeno tako zelo hitra, ne, ker v bistvu 800 metrov moraš vedno zelo hiter obrniti vmesni čas, ne. Ampak traja pa pravzaprav, rečemo, še enkrat dlje, ne, in je to še enkrat dlje, recimo te dodatne 2 minute, v bistvu kar razlika, ne. In ja, pač visokolaktatni treningi in tu držati, ne, potem tudi na 1500, ne. Je težka disciplina, sigurno. Ampak tudi do rekorda od Tomiča se mi zdi, ni zmanjkalo veliko, dobro sekundo ali sekundo pa pol na koncu 1500 metrov. Ti si bil na 3:40, on ima pa 3:39 pa neki. Ja, pravzaprav to je bil tudi eden izmed ciljev, tudi v tisti sezoni. Zdaj sicer še vedno mislim, da tisto sezono dejansko, če bi imel malo več sreče s tekmami, bi se lahko to poklopilo, da sem bil pripravljen za ta rekord. Pravzaprav ta zadnja tekma, na kateri sem lovil takrat normo za evropsko prvenstvo in sem skoraj tekel osebni rekord, za 6 stotink sem ga zgrešil, ampak je šlo pravzaprav za taktičen tek, oziroma prvi del je bil zelo prepočasen. In v bistvu, kljub temu, da je bilo tak potek tekme, sem takrat tekel 3:40, ne. Pa tekma sploh ni bila optimalna, ne. In če zdaj pogledam, se spomnim takrat so bile 2 skupine in v bistvu jaz sem bil zelo namejen, sploh bom v prvi skupini, ne. Mislim, da sem imel nek 16. rezultat prijavljen s 3:40, ne. In no, potem sem bil v prvi skupini. In na koncu, ne glede na to, da sem imel s 3:40 v bistvu 16. rezultat, sem bil na koncu tretji v skupini. Ne. In ko sem gledal malo season best rezultate ostalih, so imeli recimo v tisti sezoni, v tistem poletju tekači za mano, ki so bili osebne rekorde tam 3:38, tle nekje, ne. Pa sem jaz vse te v bistvu prehitil, pa ne govorim tu o njihovih osebnih rekordih iz prejšnjih sezon, ampak season best, ne, se pravi, v tistem momentu so bili tukaj dobri, ne. Sam pač tako je, ne, tekma je bila takšna, kakršna je bila. Nasploh je bila ta specifika vsako sezono, za 1500 res rabiš dobre tekme, ne. Ni to tako, ko greš iz meetinga na meeting, mora se poklopiti res primerna konkurenca, da sploh prideš na primerne meetinge, kar je zelo težko, razen res, če imaš dobre menedžerje. In imaš mogoče se imel vsako sezono 1-2 priložnosti in se mora takrat res poklopiti, ne, od vremena, počutja, sam potek tekme, ne, tako kot zdaj recimo na zadnji tekmi, ko sem bil očitno pač dobro razpoložen pa vse, ampak pa druge stvari niso bile, ne. In je pač težko res, moraš takrat, ko je tiste 2 priložnosti, ki jih dobiš, izkoristiti, ne. In pa vsako leto smo v bistvu lovili, ali bomo prišli na tisto tekmo, ali bo prava tekma, pa ponovadi so bile tekme tudi daleč, ne, ni bilo tle v bližini, recimo sem dostikrat hodil v Belgijo, Nemčijo, smo se vozili, ne vem, po 1000 kilometrov z avto, en dan prej, pa en dan nazaj, tudi to utruja, ne, smo bili, ne vem, v 2 tednih 3-krat v Nemčiji, pa vsakič skoraj, ne vem, 1000 ali pa 900 kilometrov potivajo na stran, ne, in te to tudi konec koncev tudi iztroši. Ampak tja smo še enostavno, ker smo iskali tekme, ki so primerne, ne. Zdaj, če imaš ti rezultat 3:35, ne, je to drugače, ne, takrat zbiraš lahko, ne.
Ko imaš pa tam 3,40, 3,42, to je vse tako na meji, ne. In ja, pač je bilo kar naporno, no, že z tega stališča, da sploh prideš na pravo tekmo, ne, pa da imaš priložnost, ne. No, in ti si kar nekaj teh mitingov dal skozi, ne, ampak Hunci, tvoje, bom rekel, atletike v dvorani so prav gotovo evropsko in svetovno prvenstvo. Sej na svetovnem prvenstvu si to odlično tekel, to je bilo v Sopotu, če se ne motim, je bilo to 2014. Tako 2014, To je bila tista tvoja sezona, ki sem tam gledal, ko imaš največ osebnih rekordov. Kako je bilo pač v tisti svetovni pa evropski smetani laufati? To pa je poseben občutek najbrž. Ja, v bistvu privilegij po eni strani, ne, ker tam kar naenkrat si v skupini res elite tekačev, ki so imajo 3,30 recimo, ne, svetovni prvak in tako naprej, ne. In ja, takrat je vse, jaz pravzaprav v uvrstitvi nisem nič razmišljal, jaz sem vedno samo, kadar sem prišel na veliko tekmo, upal, da dobim skupino, ki ne bo taktizirala, ne, ker v taktični skupini že avtomatsko izgubiš in priložnost za dober, hiter tek in hkrati za uvrstitev v nadaljevanje, ne. Zdaj na svetovnem prvenstvu je bil tek, ni bila glih ona hitra skupina, no, ampak ni bila pa čisto rečemo, da smo taktizirali. Tako da sem takrat lahko na srečo ta čas postavil in itak se mi zdi, da če greš na svetovno, ne, da takrat otečeš osebni rekord, ne, tukaj je bil tudi državni, mislim, da je to, ne, da si naredil svoje. Če bi bila tekma hitrejša, ne, ker se pravi, ni bila pa z mojega vidika taka, ki bi bila recimo optimalna, bi se pa sigurno takrat še kakšna stvar, kakšna sekunda mogoče dodala, ne. Pa dvorana je svoja specifika, ker je več tega težje prehitevati, zelo pomembno je, na kakšni poziciji si, mimogrede ostane zaprt in tle se lahko ena sekunda zgubi res čist po nepotrebnem ali pa čist mimogrede, no. Ampak ja, je pa sigurno nek privilegij, da tekmovati na takem nivoju z najboljšimi, no. No, tista vroča sezona 2014 je bila res tako dobro speljana, pa toliko je obetala, da so te v enem intervjuju predstavili kot sicer že veterana slovenske atletike, ampak tistega, ne, ki bo pa zdaj na distanci 1500 metrov napadal olimpijsko normo. Potem smo ti malo to spremljali in ko si konec leta 2015, če se ne motim, šel pa laufati maraton. Zakaj se je spremenila pol ta taktika? Zaradi dosegljivosti norme same ali si že tako imel namen presedlati na daljše razdalje ali kaj drugega? V bistvu mogoče je bila norma eden izmed razlogov, ne, ker recimo do takrat je bila norma recimo na 1500 se je vrtila okrog 3,38, ne, kar se mi recimo tle nekje, ne, in to se mi je zdelo relativno dosegljivo v tistem momentu, ne, glede na to, kako se je vse odvijalo, ne. Potem so se te norme itak seveda tudi zaostrile. Potem sem jaz pravzaprav 2015 sezono imel namen pač isto tekmovati na 1500, nekaj malega teka mi sicer bilo, no, ampak se je stvar zgodila, da sem jaz spomladi, pozimi sem imel že težave z eno poškodbo v gležnju in maja po pripravah, v bistvu tik pred sezono sem strgal kito v gležnju, ne, in pač se je stvar vse porušila, v bistvu cela sezona, ne, če se ti to zgodi maja, ti v bistvu cela sezona odpade. Potem sem pač takrat nekaj malo tekmoval, nič resnega. Čez poletje seveda sem pa malo razmišljal, kaj, kako, ne. Nekako so pa z Borutom, ko sva govorila, okej, kaj pa če bi probali slučajno, ne, nekaj daležga, ne. In potem je bila ta ideja, no, da jeseni pač tekmujem, nekaj malega tekem in potem, okej, gremo decembra
probati en maraton, ki sicer ni bil v planu, da ga grem z neko pripravljenostjo, oziroma jaz sem pravzaprav novembra začel nekaj trenirati v to smer, ampak smo rekli, ok, idemo probati enega preteč, ne? Da vidimo sploh, kako izgleda maraton, ne? Seveda, zdaj sem ok, po maratone sem že tekel, ne? Ampak maraton je čist nekaj drugega, ne? Da bom pač videl, kaj se začne dogajati pravzaprav po 30, ne? Da bom malo občutek imel, ne? Če bom pač pa se kasneje odločil, ne? No, in takrat sem pač tekel ta maraton, potem sem se tudi po zimi posvečal, oziroma bil plan tudi maraton, da bi ga aprila tekel. No, in se potem verjetno tudi zaradi te spremembe veliko kilometrov v treningu, ki jih prej nisem bil vajen, ne, v bistvu zgodila poškodba, stres, fraktura goleni, ne. In to se je zgodilo pravzaprav pač tik pred začetkom, recimo zdaj v tem primeru spomladanske sezone, ne, ko so maratoni, ne. In najprej sem pač mislil, da gre za vnetje pokostnic, ne, ker pač so bili recimo temu podobni občutki. Sem imel res že zelo velike bolečine, pravzaprav sem že pri hoji šepal, pa sem vseeno še takrat sem rekel, ok, ajde, fajn vnetje, vse bo, ne, še malo zdržimo, pa bo, ne. Takrat sem pa pravzaprav tekel še zadnja tekma, osebni rekord pravzaprav pol maratonu, takrat marca, tisto 2016. V Rimu, ali je bilo to v Rimu? Tako, ja, tako. Sem tisti osebni rekord še tekel s tem, da ko sem prišel že v Rim, sem, da rečem, šepal po tekmi, pa pravzaprav niti steka nisem mogel narediti, se pravi, sem v bistvu po maratonu tekel stres frakturo, ne, kar pa nisem se mogel ne izteči, mi je bilo kar malo nerodno tam hoditi, pravzaprav, ko so bili ti elitni tekači, ko smo bili skupaj, sem si mislil, moje avatarje, veš, ne more niti nič, ne. No, in po tisti tekmi pač bolečina itak ni popustila, pa sem bil na pregledih, no, in je bila pač ugotovljena stres fraktura. Tako da je tudi padlo voda, no. Čeprav mislim, da takrat sem bil kar dobro pripravljen, no, da bi lahko maraton, če bi se pravi te 3 tedne še zdržal, da ne bi bilo te poškodbe, bi še nekaj lahko tekel, no. Ampak pač žal se ni šlo. No, jaz se spomnim, da so, to je zdaj že 5 let nazaj, februarja enkrat s Borutom Podgornikom sedela na Bledu, meril nam je traso nočne desetke, in takrat je bil še zelo optimističen in je rekel, ok, Mitjo, smo zdaj dali na maraton, smo ga stestirali, dober bo, malo še potrenira, par testnih tekem, pa napadamo čas po 2:20 recimo, ne. Ampak pol so se te poškodbe takrat zgodile, na žalost. Jaz sem te potem prvič v bistvu živo spoznal še naslednje leto na nočni desetki 2017, ko si se po poškodbi vrnil in pač tam tudi zmagal z lahkoto. Ampak vsi pa po mojem se te pa spomnimo iz tistega leta, iz ljubljanskega maratona, tisti dramatičen finiš v cilj. Mislim, da je bil eden bom rekel, bolj impresivnih, kar jih je bilo v zgodovini ljubljanskega maratona. Vsi smo gledali tisto, mu bo ratal, ne mu ne bo ratal, na konci praktično na zadnje atome, na hlape moči prišel v cilj. Kaj se je takrat v bistvu dejansko zgodilo? Ja, tisto sezono, ok, jaz pred samo tekmo nisem imel velikih pričakovanj, ne, ker pač spet spomladi je bila poškodba in smo rekli, ok, ne bomo zdaj takoj forsirali jeseni maratona, spet veliko kilometrov, da ne bi pač česa prišlo spet, ne. Ampak ok, vseeno v nekih okvirih sem treniral za maraton, nisem imel takih visokih pričakovanj. Šel sem tudi v tekmo temu primerno, ne. Pa se je pa začela stvar odvijati po, ajde rečemo, 30 kilometra. No, na 30 kilometru pravzaprav sem že vedel, no, tole bo pa težka, ne. Tam enostavno sem se začel počutiti praznega, res, kot da bi me
užel in že tam proti Stožicam, tam je bilo že kar res, itak ni nobenega, tam si sam, nobenega ni bilo ne pred mano, ne za mano. Ampak sem skozi govoril, ok, ustaviti se ne smem, ne, če bom zahodil, potem v bistvu ne bom nadaljeval, ne bom mogel, ne. Hkrati pa, ok, zdaj, če se ustavim, nekako moram priti do centra, kaj bom tam nekaj časa, ne. Ja, sem rekel, ok, grem pač počas, svoj tempo, malo počasneje, ve, da sem itak, da je tempo že padel, ne. Pa itak tista dolga, ta Dunajska, ne. Pravzaprav se niti ne spomnim veliko, tudi tega dela mimo Tržnice, v bistvu sploh nimam v glavi, pač Kako si prišel, film mi ni. Imam samo tam potem, ko sem njim name, recimo, že v bistvu tik pred koncem vem, da je bilo močno sonce, pa da sem bil čist blizu ograje, to sem vedel pri sebi, ne, in nekako sem poskušal iti, da bi šel stran od ograje, ne. Vedel sem, da sem čist blizu, pa sem se, mislim, v tem stilu, da ne bi brcnil v tiste stojala spode, ne, nekako, da ni šlo, ne. In potem tudi na konc, pač teh zadnjih 100 metrov, ali koliko je bilo, isto, ne, vedel sem ful ograji me je nekako vleklo, ampak enostavno nisem mogel iti v drugo stran, čeprav v mislih sem imel, ne, da bi šel stran, ne. In pač pol tu v cilju, sploh mi ni, pač se ne spomnim, ne, že dejansko, ko sem posnetek za nazaj, tudi, da sem potlep, oziroma na kolena, tega si nisem sploh imel zavesti po tekmi, da je to bilo, ne, sem imel pač nekako, ok, tisto olajšanje, tisto se spomnim, da me je nekdo prijel, ne, in tu ne, in pač ok, pa sem odnesel tja, pride malo Borut Podgornik, ne, pa reče, kaj bi pa bilo to danes, ne, sem rekel, ne vem, jaz nisem mogel, res nisem mogel niti pač nič od sebe dati več, ne, vedel sem, da je rezultat slab pod pričakovanji in vse, ampak polno res, sem rekel, pač res nisem mogel iti hitrej, ne, res, pač ni šlo, ne, sploh nisem vedel, kaj je pravzaprav bilo, ne. No, pač tam sem pol nekaj časa rabil, da sem prišel k sebi, tako so me karči, kakor sem se premaknil, ali usedel, ali kakorkoli grabil, no. Pa se pa peljem domov, no. No, in pol jaz grem na Facebook, ne, med vožnjo, ne. Gledam, nič mi ni bilo jasno. To je bilo danes, mislim, to je bilo, mislim, jaz kar nisem mogel verjeti, ne, res tisto, kaj pa zdaj, ne, to, res mi ni bilo čist nič jasno, ker sam se niti pri sebi nisem svoje perspektive, niti približno, da bi to bilo, kar je bilo, jaz sem čist drugače doživljal, ne. Jaz sem bil pa tudi jaz šokiran, ne, tako da, ja, je bilo kar, no, ampak ratalo je sicer, ampak je bilo pa ja, že od 30 kilometra. V bistvu meni je samo to, ok, moram do cilja priti počas, da bo olajšanje čez črto, ne, da pridem čez črto tisto, ko bom rekel, ok, to je šlo čez, ne, sem to, no, nekako, no. Pa pač, ker je bila konec sezone, zdaj, če bi bilo to v neki drugačni fazi ali pa neki tako, bi mogoče drugače naredil, ne, ampak ker je bilo pač konec sezone, sem se v bistvu lahko, da rečem prvoče, da sem se res čist izčrpal, ne. Pač, če bi imel nadaljevanje sezone, pa moraš pa že mogoče z vidika nadaljevanja razmišljati drugače, da ne narediš tega, ne. No, Tim Novak se je enkrat rekel, tisti, ki lahko še šprinta v cilj, je očitno preveč spočit, pa se je preveč prej šparal, v tvojem primeru prav gotovo ni bilo tako, ne? Ti si dal dejansko vse od sebe, tako da tle bi mogel dobiti posebno plaketo za zasluge, rekel, evo, do zadnje kaplje krvi je šel, ampak hkrati pa, ko si prišel v cilj, si pa potem rekel, pobral še enega od državnih naslovov, ki ga še nisem imel, to je bil v maratonu, od 800 metrov naprej, evo, si jih lepo dopolnjeval, takrat si še maratonsko krono dodal. A ti še kakšen manjka zdaj v tem nizu?
Razmišljam, mislim, da samo na 5000 metrov vmes, da nimam, pač enostavno mislim, da tudi na državnih prvenstvih sem zelo malo, oziroma sem tekmoval mogoče zadnje 2 leti na teh pokalih oziroma državno prvenstvo. Prej recimo, ko bi pa pač lahko, recimo, ko sem bil hiter na tist 5000, ne, pa bi verjetno lahko z lahkoto, ampak ni bila to prioriteta, dosegel, ampak nisem, tam mislim, da na 5000 metrov mi še manjka v teh umestnih, no. Drugi pa v bistvu vsi, ne, ker tudi dejansko krosi, cestni teki, steza, druge so pa res vse, no. Kakšna lepa zbirka, spoštovani in spoštovane. Če ima kdo slučajen, zdaj sem se spomnil, kot tiste nalepke, ki smo jih zbirali pri Lidlu ali pa zdaj pri Šparu, pa ti manjka samo še ena nalepka, pa z vsemi ostalimi menaš, če imajo lih to številko, no, tam zunaj, evo, če ste zdaj zabeležali, Mitju Krevsu manjka samo še 5000 metrov na stezi, če ima kdo za zamenjati, on jih ima cel kup viška, tako da lahko tudi da zaveda, da ima polno zbirko, ne hecam se, sigurno grem staviti, da boš sigurno kdaj to še osvojil, da vse zadnje že znalaš, boš šel pa to pobral, da zbirko dopolni. Ti si res tak raznovrsten, neverjeten tekač, ki dejansko nima para v Sloveniji, iz 1500 na 5000 pa desetke, polmaratoni, maratoni. Kaj pa tvoja najljubša razdalja, recimo, od vseh teh omenjenih? To bi pa težko izbral. Čeprav mogoče 800 je bila taka zanimiva, hitra, kratka, šus, trpiš, ampak hiter konec, ne. Težko bi res vsake po svoje težka. Jaz mislim, da kadar greš do fula, je vsaka težka, ali pa tako, kot pravijo na Tour de France, ne. Dirka je odvisno, kako težko se kolesarji naredijo, ne, pravzaprav, ne. Lahko greš prevoziti na nek način, pa ne bo, ne. Če se pa kolesarji ganjajo do konca, si bodo sami sebi naredili, v bistvu, zelo težko tekmo, ne. Tle je isto, ne. Mislim, zdaj razlika edino res, na 800 kratek čas trpiš, ne. Pač na dolgih lahko pa, ne, na maratonu sem, ne vem, 12 kilometrov recimo trpel, ne. Tako da vsaka po svoje. 800 mogoče, čeprav nisem bil nikoli hiter in je bila to res minimum, najkrajša razdalja, ki še recimo, da še lahko, ne, z mojo hitrostjo maksimalno, ne. Sem zmeri težave v teh prvih 200, ampak zame se začela po rečemo 400-500 metrih tekma, ne. Prvih 300 sem pa res imel težave, recimo, držati, recimo, pač hitrejše tekače, ko so bili bolj 400 metraši, ne. Ker pač, če so šli oni 24, pa še nekaj prvih 200, to je bilo zame pač na polno, ne. Oni so imeli še malo rezerve. Ampak res pa v drugem, zadnjem delu sem pa zmeri bil tist, ko sem dohiteval, ne, pa prehiteval. Tako da vsake po svoje je težko, no, kakor si sam narediš, ne. Zanimiv odgovor, ne? Še je ta hitrost v tebi, ja? Zanimivo, ne? Sem mislil, da boš rekel kakšen polmaraton, zdaj smo kar presenetil, super. Ja, mislim, da drugače tisto, kar ti gre, ne? Ali pa, ne vem, mogoče takrat, ko si dober v nečem, takrat ti tisto sigurno všeč, po mojem, ne? Prav gotovo, ja. Tako da, ja, to je zdaj lahko tudi tako, ne, zelo tako, ja. No, ampak všeč mi je, no, všeč mi tvoj odgovor in se mi vmes še utrnil še eno vprašanje. Olimpijske sanje so še žive, mogoče Pariz 2024, vse bo na koncu si še mlad, bi lahko še kaj morda naredil, ali so zadeve zdaj že toliko navite, da nima smisla tvegati recimo poškodbe ali pa kaj takega? Pa tako bom rekel, prej so bile norme recimo realne ali pa tako, so bile take norme, o katerih si lahko razmišljal,
Zdaj trenutno, da bi pa res razmišljal nekaj resno, recimo norma maraton, ne vem, 2:11, mislim, da ni realno, dokler se v tem lahko razmišljaš, ker se res lahko spustiš pod nek, ne vem, polovičko, res zelo hitro, da si saj nekje blizu, da to začutiš, ne, da bi res nekaj lahko, ne. Dokler pa govorimo recimo o mojih trenutno osebnih rekordih, ne, na daljših progah, ki sigurno niso, če primerjam po nekih lestvicah, tako na daljših progah niso tako dobri, kot so bili recimo na 1500, ne. In da bi zdaj razmišljal o normi, bi pač res bilo, ne vem, no. Sam osebno ne razmišljam, pač grem, potrudim se itak, treniram, delam na tem, da bi čim bolj pač tekmoval, tekel čim hitreje, zdaj kaj bo to prineslo, pa pač videl, no. Ampak nekaj časa še kaniš vztrajati pač v tem žlahtnem športu, v atletiki, vrhunski atletike na en način? Pač zaenkrat imam voljo, jaz mislim, če bi prišel do enega razmišljanja, da ne morem več napredovati, oziroma da ne morem nekaj več narediti, ne, pa bi verjetno rekel, okej, nek nivo sem dosegel, to je bilo to, mislim, da več ne morem, grem jaz nekaj zase, recimo, trenirati, ne, pa ne rabiš biti tako obremenjen, ne. Pač bolj o tem razmišljam, ker mislim na dolgih progah, kljub temu, zdaj že nekaj let minilo, kar se teče na teh daljših, ampak kar nekaj sezon je bilo, ko mi tik pred sezono v bistvu bila poškodba, oziroma tega nisem mogel pokazati, čeprav sem bil dobro pripravljen. In še skozi mislim, da nekaj sigurno lahko osebne rekorde podrem, no, in to je tudi pač cilj, no, in voljo imam zaenkrat, druge stvari, recimo temu so zaenkrat toliko naklonjene, da je to možno, ne, treba pač tudi vedeti, da ni lahko, mora biti tudi drugih, ni samo to trening profi, ne, ker pač vsem zdravna služba, družina, druge obveznosti in pač ni enostavno, no, ampak zdaj zaenkrat recimo, da so te stvari bile tako v nekih takih, bi rekel, mejah oziroma možnostih, da lahko treniram in pač jaz mislim, da dokler je volja, pa nek motiv, pa možnost, da še nekaj pokažem, zakaj pa ne, no, da še nadaljujem. No, 2019, ko si bil na nočni desetki tretjič in pač tudi tretjič zapored zmagal, smo takrat organizirali tudi prvi uradni slovenski državni rekord 10 km na cesti, tistega si pobral. Lansko leto so v Mariboru naredili podoben challenge na 5 km, sicer samo za elitne tekače in tudi tega si takrat dobil, se pravi, zdaj si še aktualni rekorder tudi na 5 km na cesti. Kaj je bilo težje recimo takrat podirati desetko ali petko, ki je bila tudi kar napeta, praktično do zadnjih, ne vem, 300 metrov? V bistvu takrat, če govorim sama konkurenca, pa koliko je bilo dejansko do konca napeto, no, je bilo to vseeno na 5 kilometrov, ne. Takrat se je v bistvu res na koncu odločalo, no, tudi konkurenca je bila v tistem momentu še boljša. Tako da z tega vidika je bila petka, no. Je pa res, da tam na desetki tisti res ni bil moj dan, no. Nekako se nisem takrat dobro počutil, to že med tednom, no. Nisem bil pravi, pa tudi rezultat ni bil glih tak, ki bi lahko bil, no, čeprav tudi proga ni glih za mogoče tiste najboljše čase, ne, ampak vseeno, ne, bi se dalo, če bi bil recimo bolj svež, verjetno v tistem momentu še kaj več, no, ampak vse, mogoče pa drugič, ne. No, Sen, smo rekli, kdor pride prvič čez ciljno črto, tistega bo pobral in ti si ga pobral, čas ni bil tako slab, proga je zaguljena, priznam, jaz sem šele lanskrat prvič odtekel, pa sem rekel,
kapo dol vsem, ki tle laufajo ne pod 35, kva šele pod 32 ali pa še kaj hitrejš. No, ampak ker so že pri debati 5 pa 10 kilometrov, sem se spomnil, veliko se pogovarjamo zadnje cajte o dveh državnih rekordih, ki imata res že brado 5000 pa 10 000 na stezi. Kjer se ti zdi, da bo zdržal dlje, ali Rozmanov na 10 ali Svetov na 5000 metrov? Ja, zdaj bi se po svoje sta oba zelo dobra, ne. Zdaj, mogoče bi prej rekel na 10 kilometrov, pa ne zaradi tega, da bi bil na 5 lažje dosegljiv, ampak se mi zdi, na 5 kilometrov je po eni strani več tekačev, mogoče na srednjih dolgih prog je pripravljenih mogoče še do 5 trenirati, pa več tekem je, več priložnosti. Na 10 kilometrov je že mogoče malo specifika, ne, tudi če gledamo, pri nas je pravzaprav ena tekma na leto, to je državno prvenstvo, ne, in to je to, ne, itak za tak rezultat bi itak mogel iti v tujino, ne, to je definitivno, ne, ampak se mi zdi mogoče manj tekem na 10, tako da mislim, da mogoče 10, ki bi vsem lahko dlje, ampak nikoli ne veš, mogoče pa se najde en tak, ko bo tekel potem oboje, ne, kako pravzaprav rečemo ta srednjo oziroma že dolga razdalje bo fokusiran in konec koncev, če moraš iti 10 tako hiter, moraš iti tudi 5, ne, in ni nemogoče, ne, si vemo, tudi na svetovnih prvenstvih, ne, zmagujejo 5 in 10. Tako. No, kdo bo novi slovenski Mo Farah ali pa Kenenisa Bekele, bomo videli. Ja, v prihodnosti. Večkrat si omenil, že prej si malo nakazal, tudi te norme se spreminjajo, zaostrujejo, ampak večkrat si tudi omenil, da bi za razliko, se pravi, vsi, bom rekel, strokovnjaki pravijo, da je današnja atletika, današnji atleti niso več taki, kot so bili tisti pred 30-40 leti, iščejo različne razloge, ampak ti si večkrat omenil eno zanimivo dejstvo, ne, da pač včasih so več trenirali skupaj, ne, so imeli to, bom rekel, so se dajali en z drugim, so se s tem pač vlekli naprej, zdaj ste pa kar nekako razkropljeni in nekako do zdaj se še niste najdeli, ali pa ni bilo nekaj poskusov, imel je nekaj Kejžar, pa Atletska zveza in tako naprej, pa potem tista naveza z Lenartom, da bi imeli neko jedro skupaj, ki bi skupaj treniralo in se skupaj spodbujalo in tako napredovalo. In sam si rekel, napredek je velikokrat lahko tudi zaradi tega ogrožen. Še najbrž še kar misliš tako. Ja, sigurno. Jaz mislim, da tle je večja, na dolgih progah je to še večja težava, če sam treniraš tukaj na nekih drugih razdaljah, ne, recimo, ne, čeprav itak vsak mora zraven še nekoga močnega, ne, tudi na krajših razdaljah, ne, ampak se mi zdi, da recimo primer, če delaš, čisto na pamet reče, 10-12 metrov, sem prepričan, da če jih delaš sam za, ne vem, 3:0 na kilometer, da če bosta dva kompatibilna, da bosta delala, ne vem, 2-3 sekunde hitreje, ne, recimo, z istim v bistvu naporom. In tudi, če potem to več treningov, enkrat se mogoče ne slabo počuti, pa se drug boljši, ampak ker te v bistvu prisila ali pa na nek način motivira, greš za njim, ne, daš še malo več, tistih par procentov več od sebe. In tukaj preračunaš en trening na drugi, pa tretji, pa četrti, ne, prideš do tega, da je povprečje teh časov, ne, boljše, ne, in to je sigurno več, ko jih je, sej definitivno to rezultate prinaša, ne, ampak pri nas je trenutno pa res taka situacija, da na žalost tudi v Novem mestu smo tako, recimo, razpršeni, in se bi se še največ naredim z kakšnim rekreativcem, recimo, ki recimo temu malo poflika zraven, ne. Je pa škoda, no, tudi na pripravah v Medulinu, ko smo bili še prej, pa bi lahko definitivno, si razumem, da ne vse, ker bo vsak tudi svoje cilje in tako naprej, ampak sigurno bi v 10 dneh lahko naredili, ne vem, par treningov skupaj, ne,
bi bilo definitivno, že malo tista medsebojna tekmovalnost, če ti je nekdo konkurenca, ne smem pokazati, da sem bi rekel, da odpadam, ker pol moram iti, če gre on, moram tudi jaz. Smo bili na pripravah, pa se s komu pogovarjaš, mi bomo tako trenirali, zdaj, če kdo hoče prilagoditi, če ne, pa pač ne sam, mislim, da bomo prilagajali. Ampak, če pa zavrtim leta nazaj, ki bi recimo, ko sem šele začel, in se spomnim, ko smo bili na pripravah ti nacionalni tekači, se pravi, ko smo te kriterije izpolnili, smo bili poziv na pripravah, recimo skupina 10 tekačev, in se spomnim, mi smo naredili v bistvu ful velik treningov skupaj, v bistvu vse izteke, tako rekoč, glavnina treningov, itak vsi vse ne morejo isto, razumem, če niso vsi tudi isto dobri, eni malo krajše, eni malo daljše. Ampak smo pa naredili veliko skupaj, samo stvar je ta, da recimo takrat, ne vem, moj trener je govoril z nacionalnim, kaj imate namen kaj delati, da vidimo, kaj uskladimo, se treba dogovoriti, ne vem, na začetku priprav, kaj bi šlo, pa kaj ne. In če to narediš, mislim, da se marsikaj da, težava je bolj tisto, jaz bom jutri delal, 400, zdaj pa razumem, da če nekdo ima nek plan že čez teden svoj, jaz sem imel pa danes intervale, recimo, Ne gre skup, ja. Definitivno, pravi čas se je treba, ne vem, preden načrtuj za naslednji teden, oziroma, da se pač uskladiš vsaj za nekaj, Dobro, tle pa nas so pol, recimo v mojem primeru, ali so službe, eni so študenti, je že tu težava, recimo, ko se ne moreš uskladiti. Ampak spomladi, recimo, sobote, recimo, so taki dnevi, ki se mogoče še najbolj da. Spomladi smo bili, recimo, tudi Timotej Bečan je bil med drugim, smo v Ljubljani naredili 3 treninge skupaj na stezi, smo se dogovorili, to pa to bom delal, jaz bi tu, mogoče ne malo manj, kakorkoli. Je bila skupina 6, 7, mogoče tekačev, smo cepali, super, res, trening je bil top, res, pa še ti res dodatna energija, prav dobiš, danes pa smo, to čisto drugače, ko pride sam na trening na stadion. Bravo, ja. Eden od razlogov pa je, oziroma receptov, ali pa eden glavnih celo, pa pustimo genetiko, pa vse ostalo, pa motivacijo Kenijcev pa Etiopcev, ne bi bil ravno ta, saj eno knjigo Etiopcev sem ravno kar prebral in oni noče sploh poudarjajo ta skupinski duh, da v bistvu, da če ne bi bilo ekipe, ne bi bilo enega tekača, ekipa je bistvo, ekipa je tista, ki daje to sinergijo. Zanimivo, in če so že pri vzhodnoafriških tekačih, včasih ta stari tekači rečejo, ko je bilo v svoje cajte lažje zmagati pa laufati, po drugi strani danes že skoraj na vsaki vaški tekmi pridejo, če vsaj malo denarja Kenijci pa Etiopci in to poberejo, tako da nek belopolti tekač danes tudi na teku zelo težko, v Evropi ali pa v Ameriki, kaj dosti zasluži. Tudi ti moraš, s tekom se ne moreš preživljati, pa si vrhunski tekač, moraš hoditi v službo in tako naprej. Je tako in tudi to je pač konec koncev, to ti jemlje energijo in čas, ki bi ga lahko vložil recimo samo v atletiko in bil zaradi tega boljši in potem s tem dejansko lahko zaslužil dobil kakšnega sponzorja več in tako naprej. Ja, sigurno. Z tega vidika, če gremo malo primerjave iz preteklih generacij, poleg tega, da so v skupini trenirali, so hodili tudi skupaj na tekme, vaške, so imeli po 2 tekme, ne vem, en vikend, so šli z ene na drugo, so dobili štartnine, prevoz, nagrade, pač in je bilo sigurno, so tako rekoč živeli lahko od nagrad, zdaj danes tako rekoč od atletke ali pa kot tekač živeti, bi mogel biti res imeti vrhunske rezultate, tako kot si omenil v bistvu na vaške tekme, rečem, so bile, ko sem tekmoval, pa je bilo 50 € nagrada za 3. mesto, pa so prišli iz Kenije, recimo. Pa pač, recimo, pa nimaš ne potnih stroškov, nisi dobil,
če bi bil tretji, ne, pa govorimo, da on Kenic ima, ne vem, 10, ko rečem, 29-30, ne. Prvi pa, ne vem, po 29, ne. Ali pa pol maratone, ko zmaguje, ko gre da, ne vem, 61, 62, ne. Pač on se sprehaja tam, ko mu je 63, gre 64, tukaj mora iti, ne. In vemo, za belce je pa to rezultat, če si ti nekaj konkretno pripravljaš, pa greš narediti nek tak tek, da bi bil res vrhunc, ne, da bi to dosegel, ne. Ampak ja, zdaj pač tako se je pač spremenilo napram včasih, sigurno, z tega stališča. In definitivno, če damo zdaj na drugo stran, pa še da so zaostrene norme, ne, posebej to, kar se je v zadnjih letih naredilo, jaz mislim, da na dolgi rok z vidika motivacije za mlade to definitivno ne bo, ne, ker, ne vem, ok, mladinec dosežeš normo, greš na svetovno, kaj pa pol, ne, pa so pa norme za članske toliko močne, da v bistvu imaš zelo malo možnosti, res zelo elitni, da tja sploh pridijo, ne, in konec koncev, tudi če prideš, ne, recimo tudi jaz, če razmišljam za nazaj, ne, recimo tudi, če bi dosegel normo za evropsko ali kakorkoli, si kaj pa to pomeni, nič kaj bistvenega ne spremeni, razen da si jaz bolj počutim, da ok, naredil sem normo, ne, da bi pa zdaj s tem rekel, ok, zdaj se mi pa finančna situacija ali pa karkoli spremenilo, se pa ne, to spremeni mogoče pol medalja na veliki tekmi, ne, ampak to so 3 najboljši v Evropi ali pa na svetu, ne. In ja, definitivno je drugačno. In je težko, no, zdaj napram včasih, če ne drugega se vsaj, če niso bili že v top svetovni špici, so vsaj takole po teh tekmah nekako lažje shajali, no, zdaj pa tega vmesnega v bistvu ni in pol greš študij, če nisi top, pač greš v službo, ne, se ti ne prostane nič drugega, ne. In ne samo, da ne moreš zaslužiti s tekom, danes imaš s tem tekom, pa še cel kup stroškov, na koncu koncev moraš imeti trenerja, ti ga imaš, a ne, rabiš maserja oziroma fizioterapeuta, skoraj da rabiš že psihologa, pa prehranskega svetovalca. Kaj od tega vse imaš? Prehranskega vem, da nimaš, ker si pač magistriral iz živilstva na biotehniški, ampak ostalo pa se najbrž poslužuješ pač storitev tam zunaj. Ja, recimo fizioterapija je definitivno, na srečo imam to pokrito, no, kot sponzorstvo, potem je prehransko dopolnilna, na srečo ima tudi to področje, potem maserja itak moraš imeti, s psihologom sem v preteklosti tudi že sodeloval, tako da ja, kar je dosti stvari, je pa tako, je spet, ker je to individualen šport, je veliko takih stvari, za katere moraš sam poskrbeti in vlagati v bistvu energijo, ne, ker recimo, ne vem, v kolektivnih športih prideš tam, se usedeš, v bistvu ti oni vse skrbijo, prevoz na tekmo, da rečem, za pit, vse, v glavnem ne rabiš, kje bomo spali in tako, ne, ko si pa ti sam, ne, greš pa na tekmo. Zdaj, če se obrnem nazaj na srednje dolge proge, ne, pa razmišljaš, gremo ok v Nemčijo, 1000 kilometrov, ne, zdaj pa razmišljaš, ok, bomo zdaj za prevoz, na kakšen način bo vse potekalo, kdo kaj gre, kje bomo spali, pač vse te stvari moraš seveda sam poskrbeti, vložiti energijo dodatno, pač isto masaže, recimo v kolektivnih športih, fizioterapije, to imaš že vse v osnovi, ne. V individualnih športih, kdor nima to sponzorstvo ali kakorkoli, si spet sam, ne, itak, če se poškoduješ, rabiš takoj nekaj, to so takoj stroški narastejo, ne, in je definitivno to spet ena tako stvar, ki ti vzame in čas in energijo, ko moraš, ne, vložiti. No, vsaj prehrano si lahko sam šlihtaš, ne, kot strokovnjak na tem področju. Povej mi, prosim, a še zmeraj prisegaš na krompir, pšanca pa paradižnik? To je pa mogoče najbolj pogosta pravzaprav, kar recimo jem, no. Tako da najbolj pogosto na meniju bi lahko rekel, ja. Si zvest s preverjenim receptom, no, to je fajn. Tako da
Zapišite si tam zunaj, piščanc, krompir, paradajz, pa po možnosti vse domače, to da veste, pa lahko to vse sami predelate, če smo že v teh karantenskih časih. Si pa tudi ambasador pri Essexu že kar nekaj let. Daj za najne poslušalce povej, kjer model tekaški ti je najljubši, recimo za trening, kjer pa za tekme. Zdaj moram tle bil sem, pravzaprav je to po novem zdaj, zadnja leta sem bil kot Essex frontrunner, zdaj zadnji 2 leti v Avstriji. Žal so pač ekipo tam krčali, prej smo bili v Sloveniji 2 leti in se je stvar zaključila, ker so pač Essex šel na druge trge večje, zdaj nažalost, ali pa na srečo sem imel najprej možnost sploh, da sem bil v avstrijski ekipi, kar je bilo itak, če razmišljam, nenavadno ali pa presenetljivo, da sem bil sploh sprejet, kot Slovenc. Zdaj se je nažalost tam ekipa skrčila in smo v bistvu tujci na nek način odleteli, tako da ta stvar se je že v letos zaključila. Kar se tiče superg, zdaj dolga leta sem bil pristaš recimo v Nimbusu, kar veliko kilometrov naredil, recimo, mi je povšeč ta zdaj recimo bolj novi model Nova Blast ali pa Glide Ride, recimo te 2 modela sta recimo sicer bolj nova, mogoče tle na našem trgu še malo manj poznana, malo manj razširjena, ampak sta mi taka, da se mi zelo dopadla, bi rekel, v neko novo smer pravzaprav, bi rekel, nova generacija super, ki ni enaka prejšnjim modelom, kot so Nimbus, Kajano, pa tako, pač nove tehnologije in tako, in se mi zdi, itak gre v splošno, se mi zdi super, vse te neko odbojnost, vse v to, te pene, najboljše materijale, da so odbojni in tako naprej. Glede tekmovanjih, zdaj v bistvu v prejšnji sezoni bi že mogel uporabljati, pravzaprav na karbonskih, ki so zdaj tako razširjeni in se jih tako, bi rekel, so zdaj bolj na udaru in razširjeni. Še nisem imel, ker sem imel lani nek zaplet z dostavami in se je to vse skupaj zavleklo. In je pa seveda nesmiselno, da jih, če nimaš dosti testiranih, uporabiš na 21 kilometrov, dokler niso še utečeni. Tako da sem v bistvu Tarta Edge, je bil moj tekmovalni copat zdaj, ki mi je bil pač zelo dober, so pa te zdaj novi, ta je bil še brez karbonske, tako vse te rezultate so bili zdaj v bistvu še brez te, recimo, da imam rezerve, tako da zdaj sem pa pač več tekel, oziroma ta Meta Racer, tako da se mi dopade, mogoče za 42 še težko rečem, če bi bil tudi copat, čeprav tečejo tudi druge, pač profi 42, mogoče bolj za 10 pa 21, da bi bil ta Meta Racer. Omenil si karbonske, hvala za nasvete, zdaj vem, da so mnogi našpičali ušesa, posebej Essex fani, in si zapisovali, kjer si moral bodati. Verjamem, da marsikdo tudi te s karbonsko ploščo spremljaš, najbrž itak ta razvoj, zdaj itak so vsi proizvajalci ponoreli, posledično so šli vsi časi praktično zdaj na cesti dol, pod uro polovičko je že kar nekaj običajenega, zdaj moraš šla pod 58, maraton, zdaj moraš iti najmanj 2-3 pa tako naprej. Kakšno je pa tvoje mnenje v tej tehnologiji, bom rekel, na dolgih progah zdaj? To pač najbrž je nova realnost ali kako in se bomo mogli vsi temu prilagoditi in pač tudi pričakovanja temu prilagoditi ali kako? Meni osebno se ne zdi zdaj nič sporenega ali pa narobe, si konec koncev, zakaj pa ne, vse se razvija konec koncev, tudi majčke so zdaj boljše, kot so bile 20 let nazaj, ne tečemo
zaradi tega mogoče hitreje, nam je pa bolj udobno, ne, recimo, ne. Konec koncev tudi superge, če vzamemo zdaj te s karbonskimi ploščami, ne, saj so tudi te, ko so bile v zadnjih letih boljše kakor tiste izpred 20 let, ne, so spet, bi rekel, v neki prednosti, ne. In ta razvoj gre konec koncev naprej, tako ko gre pri drugih stvareh, ne vem, pri kolesarjih gredo pač kolesa, so pač večje hitrosti zaradi tega. Zdaj se edino vprašaš, kje je meja, ne. Zdaj kaj, zdaj ena karbonska, pa damo pa 2, pa 3, pa ali gremo na to, ne, zdaj, da bi pol že kar, ne vem, ne, da ne rečem baterija, ne. Pač neke omejitve bodo sigurno verjetno postavljene, ampak se mi pa ne zdi narobe, ne, ker pač to je del tehnologije in se mi zdi, če primerjamo zadnjih 50 let, tako kot vse ostale stvari napredujejo, so zdaj boljše in so definitivno tudi, ko niso bile karbonske superge, te zadnje superge boljše kot tiste izpred 20 let, 30 let. Se strinjam, no, sej to danes tudi več nalaufamo na pesku oziroma na lešu ali ne vem na čem, ampak na sodobnih tartanih, če smo že pri tem, ne, pa se noben ne zmrduje nad tem. Urca nama je takole ušla, takole, sem ti rekel, hitro bo šlo, ne, ampak imam še par vprašanj, če dovoljš. Pri nas je kar nekaj mir, otroci se ne derejo, pri tebi tudi slišim, da ni še zaenkrat nobene panike. Izkoristva še teh par minut, da te povprašam, recimo v koroni, v koronskem letu 2020, ki je odneslo toliko enih športnih aktivnosti, ampak atletka jo je kar super odnesla. Večina, bom rekel, tudi državnih tekmovanj je bila izvedenih, razen maratona. Ti si pobral praktično takrat v enem mesecu in 10 na cesti, predtem 10.000 metrov na stezi. Oba državna naslova sta bili v tvoji lasti. Polovički na Novem mestu sta se s Kobetom udarila, ti si bila tudi zanimiva dirka. Kakšni so pa letos mogoče tvoji plani, če se zadeve uredijo? Imaš kaj posebenega že, recimo ponoviti te lanske super dosežke, kaj drugega še sprobati? Zdaj, če bi bilo vse okej, definitivno želja, da tečem na enem maratonu. To definitivno. Zdaj, če pa ne bo, ne, zdaj pa zavisi potem, eno je zdaj, kdaj bomo to vedeli sploh, ne, zdaj takole se mi zdi, ta februar bo zdaj že kar mogel dati neke odgovore, ali se bo sprostilo, predvsem druga polovica ali pa tam okrog konc februarja, bo že treba nekaj imeti, bi rekel, ali bo ali ne bo, ne, ker v zadnjem trenutku vseeno. Najbolj narodno je, da do zadnjega treniraš recimo za maraton, potem itak ni nič in potem se tudi za druge stvari, ne, saj mogoče na stezi ne bo tak problem, ne, za na stezo ne dvomim, ampak če to veš vprej, ne, recimo, da se temu posvetiš, je to malo lažje, ne. Zdaj lani se je zgodilo pač tako, recimo, je maraton odpadel mi 3 tedne prej, ne, recimo, do zadnjega smo upali, pa imaš tiste neke plane B, v tisti državi ni, ne, gremo mogoče tja probati, pa počakamo, pa ne veš, ali bi vlekel zdaj treninga ali ne, no, kakorkoli je že bilo. Tako da ja, upam, no, da bo maraton, potem pa definitivno kaj krajšega, ne, čez poletje, zdaj ali bo tukaj na stezi. Težko rečem, no, zdaj v bistvu čakam najprej, kaj bo s tem, no. Zdaj, glavno maraton, kakšna polovička, če bi bilo še prej, ne, recimo možnost. Zdaj v primeru, da ne, pol pa bolj razmišljam, mogoče kakšna steza, ne vem, 5, 10, recimo, ne vem. Bomo videli, kako se bo odvijala, no. No, vrhunski atlet, kot si, pač rabiš tekme, za nas rekreativce, konec koncev so nadomestki tudi virtualne različice. Kljub temu pa si ti lanske eno virtualno odlaufal, je tako? Ja, v bistvu ena ali pa 2. 2 celo? Ena je bila ta Ekide, ne, na koncu leta. Pač v bistvu ekipni, no, virtualni. Pa, no, ta nočna, ne, seveda, ne.
No, evo, bravo, vidiš, ja. Čeprav ni bilo tako tekmovalno, ne, takrat pač samo tekom, ampak ni bilo zdaj takrat v tistem momentu. Čeprav mislim, da sem bil pripravljen kar v redu, ne, ker na stezi sem takrat v bistvu teku, recimo, mislim, da je bilo mogoče malo pred tem, ali pa blizu tega datuma, sem na stezi tekel na treningu, ko smo delali test 30-36, ne. Tudi nekaj je bilo, No, ko sem te videl na štartni listi pod Ekidena, smo pa vsi rekli to, pa zdaj pa šel Krevs, zdaj nas bo pa vse sesul, 10 odlaufal, fanti 30 pa pol, ne. Ampak potem tistega si šel zelo lahkotno, ne, v bistvu si za Hervesovo ekipo laufal. Meni se sam koncept zdel fantastičen, mi smo se tle nabrali enih 6 mangelcev, vseh polomljenih decev srednjih let, ampak smo res, ne vem, ali je bil to ekipni duh, ali je bila taka dobra zasnova, smo se res dobro potrudili, vsi smo šli do konca, kar so nam dale te stare kosti in nam je tako všeč, da smo rekli, da bomo še to poskusili, ker tle sem šele začutil, zakaj Japonci pač tako cenijo to obliko tekmovanja, ne, ker te res nekako poveže. Čeprav smo laufali vsak na po svojemu grabnu, ampak je bilo čutiti, da pač to nekaj delaš ne samo zase, ampak tudi za ekipo in se mi zdi, da bi lahko še kdo mogoče v Evropi ta koncept pobral in na ta način privlekel še kakšnega tekača več, da iztisne iz sebe, takrat, ko pač ni nekih realnih tekem. No. Meni je bilo tudi všeč. Mislim, predvsem to po eni strani spodbudiš lahko več ljudi, ne, da jih to motivira, ki drugače mogoče ne bi. Po drugi strani pa, tako kot si omenil, ne, se mi zdi, ker je ekipa, in čutiš nek del odgovornosti na nek način, ne? Čeprav si ne tečemo vsi na čas tako tekmovalno, ampak kljub samo, neka tista pripadnost ekipi, dajmo se potruditi, ker je za ekipo, ne? Da bomo skupaj pač čim boljš, ne? In podobno je mogoče v teh atletskih štafetah, 4x400, ne? Recimo, ne? Tam je sigurno taka drugačna energija, kakor je takrat, ko tečeš ti sam 400, ne? Takrat se mi zdi ekipa se motivira drugega, dajmo, ne, se tudi tisto drugače malo še spodbujanje dodatno, ne, in spet malo odgovornost, zdaj ne smem, ne, moram iti, ne, ker koncu nisem zame, ne. In tako mogoče malo drugačen način in sigurno pozitivno. Super, res, lepo povedano. Meni je bilo tudi všeč, kdo pravi, da je tek samo individualen šport, pa samoten, delš od tega. Si pa tudi ti organiziral en virtualni izziv, to moram omeniti, konec leta si naredil 30.37 izziv, to je bil tvoj čas iz 10 in izval si vse ostale, da čim več probajo teči v tem času. Ne vem, koliko je največ boljši odlaufal, 8,5, a se je približal tej? Bilo je 8, nekaj čez 8, zdaj pa, če ni bilo tukaj 8,400, nekaj tazga, ne, zdaj pa res čist cifre ne vem na pamet. Ampak to je v bistvu ni bila pravzaprav moja ideja, v bistvu je bila ideja moje tekačice z naše skupine, pa se mi zdela takoj na prvo žogo, dajmo, kaj letos je virtualno vsi tekli, nekaj drugače, mogoče v tem stilu, da ko večinoma mogoče nekdo primerja, jaz tečem 10 pa tukaj, pa pol maraton tukaj, jaz pa tukaj, ne, in vsi s tem časom, ne, tle pa mogoče vidiš malo drugačen pogled, ne, se pravi, z tega vidika, koliko pa jaz v tem času, ne koliko časa sem jaz za tamo, ampak v bistvu recimo to neko razdaljo, ne, tako malo, mogoče čisto tako, se ni bilo to zdaj neki, rečemo neka taka mini zanimiva zgodbica, da smo jo naredili. V bistvu je bilo luštno, meni se zdi zelo lušten, da en drug koncept spet malo drugače, spet malo izzivalno, tisto, kar na koncu ljudje so rekli, se rabimo to, ne rabimo take hece, vse so heci, va se pomerimo. No in ker si ravno omenil tvojo tekaško skupino, lanskrat vem, da sem bil ravno v Trebnjem na gostovanju, pa ena tvojih tekačic Mojca je bila tudi tam, pa rekla, Mitja se je pa opravičil, ne more, zdajle ima pa v mirni peči trening, ne, sem rekel,
Trening ima prednost, jasno. Fantje in dekleta ne smejo biti prekrajšani. Ampak te tvoje skupine je kar velika zdaj že. To ni tako malo ljudi in kar trenirajo, so kar zagrizeni. Ne vem, Igor Lokar, vem ga poznam. To so fantje, ki borg brcajo. Ne? Ja, eni fanti so se kar, pa sploh, če pomislimo, da so eni iz nič začeli, ne, še nedolgo let nazaj, ne, recimo, pa so zdaj v bistvu premagujejo, da rečem, tudi Mojica mogoče med njimi, ne, ona je v bistvu začela, ko smo imeli, zdaj bo poleti, bo 5 let že minilo, ki je bil ta projekt Pospeši ritem, ne, takrat je bilo v bistvu zraven v naši skupini in je v bistvu tudi pravzaprav začela, ne, zdaj pa premaguje razdalje, da rečem 50 kilometrov, ko se pač odloči, da gre, jih lahko preteče, ne, in kar nekaj takih, no, to je lepo videti, no, ko vidiš predvsem, da nekoga iz nič, pa mogoče iz tistega straha ali pa negotovosti, pa oni vsi tečejo tu, pa jaz ne morem in bom začel. Pa vidiš, kako tekom časa počas lepo napredujejo, ne, čisto, da je nekdo premenjen z nekimi cilji in tako. In pa, kar vidiš, pa gre da eno leto 10 kilometrov, pa enkrat 21, pa kakšen 42, ne. Da je to čisto tako, v bistvu se zgodi nekaj spontano, ne. In to je tisto najlepše pa videti, no, da se tako ta razvoj, no, pravzaprav iz začetnika ali pa iz nič tekača, ne, ali pa ki ga sploh mogoče to ni veselilo, ne, postane tekač, ne, navdušen, ne. Tako da, ja, je fajn, no, lepo, no. A se mogoče pol po koncu aktivne tekaške kariere vidiš tudi kot trenerja, morda, ne samo rekreativcev, morda celo kakšnih resnih atletov? Zaenkrat v bistvu nisem o tem razmišljal, no, tako da bi kaj, nikoli ne veš, mogoče se kaj spremeni, no. Sem pa zmeraj tako, predvsem tiste stvari, ki se lotam, oziroma nek čas namenam, hočem, da res bi 100%, no. In če mogoče pri rekreativcih nisem tak, ne, da bi jih forsiral in obremenjeval, ne želim, res, ker želim, da je rekreativna, vseeno rekreativna vadba in je to v bistvu sproščanje. Ne maram potem, če se nekaj resno lotiš, da je to nekaj polovičarskega, ne. In takrat, ko je, po eni strani sem do sebe zahteven, kot v tem primeru trener, po drugi strani pa tudi od atleta pričakujem podobno, ne. Ampak ja, ne vem, no, zaenkrat nisem v tej smeri razmišljal, ampak mogoče se kaj spremeni, daj naprej. Mogoče kot zanimivo za najine cenjene poslušalke in drage poslušalce, koliko kilometrov pa ti zdaj naklepaš približno tam tedensko, no, da si bomo zdaj predstavljati, kakšne številke so to? Rečemo, zdaj v tem obdobju, no, pa to mogoče še niso bili tiste pravi maratonci, to imajo definitivno še višje številke. Rečemo 150, zdaj ta teden, če bo vse prav, bo 170, recimo, da tle nekje, no. Tisto sezono prvo, no, ko sem rekel, da sem tudi postavil osebni rekord, ne, takrat na polmaratonu, ko sem bil v planu prvi maraton, takrat je bilo celo več, pripeljalo je pa sicer do poškodbe, ne, tako da zmeraj smo pač pole s trenerjem tudi v tistem, bi rekel, razmišljanju, da ne pretiravamo konec koncev, ne, tudi službe, druge obveznosti so, ne, in sigurno narediš 2 treninga po možnosti enkrat v dnevu intervale, pa biti vmes v službi na nogah, pa potem imeti rekreativno vadbo, definitivno zvečer nisi isti, kot če imaš možnost za počitek, ne. In po naslednji dan sledi ponovno nove 2 treninga, recimo, ne. Mislim, umetnost treniranja je pravzaprav pravilno doziranje, ne. Zmeraj, da si čim bližje tisti letvici, ne, se pravi, do kjer še lahko greš, pa hkrati ne greš čez, ki bi te pripeljalo, ne vem, če v poškodbe ali pa pretreniranost, ne. In to je v bistvu tista umetnost, ki mora v bistvu vsak pri sebi najdeti, ne, in 2 atleta imata lahko to čisto različno, ne, različno regeneracijo in različno preneseta treninga, ne, in
s trenerjem pač zboru tam to tudi poskušava nekako, bi rekel, pač upoštevati. Ne. Definitivno za še boljše rezultate, pa profi bi mogel delati po 200 km. Recimo Helena pa Roman, Kejžar, pa Helena Javornik sta jih delala po 200, pa čez 200, ne. Ampak v mojem primeru, če bi jaz to delal, pa bil zraven še cel dan na nogah med treningoma, ne. Mislim, da se to ne bi šlo najboljše. Ja, 200 je že veliko. No in zdaj sem se spomnil, da je lepo zaključila ta najin pogovor, se navežva na tisto, kar sva prej začela. Ne? Lepo si takrat povedal, da so te kot mulca odkrili in te navdušili nad atletiko in zdaj v zadnjem letu se veliko govori o otrocih, zamujenih priložnostih, posebej na področju športa, pa zasedenih otrokih in tako naprej. Zanimivo, leto pred tem, smo se pa tudi veliko pogovarjali od tega, kako mlade potencialne atlete ali pa športnike ali pa kogarkoli pač gibalce, ki imajo neko željo, zelo hitro ali pa so prehitro specializiramo. Ti si rekel, da si se skozi igro praktično v atletiko vpeljal in jo potem vzljubil. Se ti mogoče zdi, da je vse zdaj mogoče malo preveč natempirano ali se pač temu ni tako, ali imamo tudi športne pedagoge, ki zdaj razumejo, da je treba otroka mogoče kakšno leto dlje imeti bolj splošno usmerjenega, preden ga forsiramo, pa obremenimo z veliko treninga, pa pošljemo, že ko je eno specialno disciplino trenirati na polno. Ja. To je kar široka tema, ko bi lahko verjetno diskutiral. Jaz sem imel na srečo z mojim prvim trenerjem, ki je res postopoma in se spomnim, že takrat mi je večkrat omenil, ti zdaj treniraš tukaj na teden, kje so tvoji šele treningi, tisti pravi, pa to, ne. To je zdaj to, ampak dokler ti napreduješ, zakaj bi mi imeli, še več treningov, če ti vseeno z manjšo količino napreduješ, ne. Zdaj pa se mi zdi trenutno, da imamo bolj situacijo tiste otroke, ki nič, ali pa so za igrice in tako naprej, spravi, nič nimajo zanimanja za šport in tiste, ki trenirajo, ne. In vmes pa v bistvu nimamo, ne, tiste na pol, ne. Včasih je bilo pa glih mogoče obratno, ne. Bili so otroci zunaj, so na nek način nevede trenirali, ne, in so bili pač, jih je malo treniralo, ker pač tudi nisem imel seveda na vasi teh možnosti in tako še jaz se spomnim, ko sem bil v osnovni šoli, da bi rekel, da jih je prav treniralo nek šport, jih je bilo v bistvu zelo malo, ne, to se je zdaj šele mogoče za mano, no, začelo ta trend, jaz treniram košarko, jaz rokomet in tako naprej. Tle vmes mogoče luknja, zdaj pa pri trenerjih je pa tako, ne, so nekateri trenerji, ki vidijo v nekom potencialu, zdaj mi če fajn treniramo, bo ful dober, ne, bo, ne vem, rečem, kot mladinec, ne vem, doseže mogoče celo medaljo, ima potencial, to je na nek način mogoče renome za trenerja, hkrati, ne, in je njemu motivacija, zdaj pa ni nujno, da je to pa dober, ne. Hkrati, če pa on potrpežljiv, mogoče, ta ne bo svetovni prvak ali pa kakorkoli, ne bo dobil medalje, mogoče se ne bo toliko izrazil, pa ne bo tudi kot član potem toliko dober, ne. Pa ne bo niti on mog, bi rekel, renomeja ali pa kakorkoli nezga tako, ne. Bi rekel, nek to trofejo, ne. In ta potrpežljivost od njegove strani, so redki mogoče, kakšni sigurno, ampak ne vem, si pravim, dolga, to bi lahko kar diskutiral, ne, ampak se mi zdi, da mogoče manjka pri nekaterih te potrpežljivosti. Sigurno je fajn se sliši, če ti nekdo uspe v 2-3 letih, kar nek talent in je v 2-3 letih dosegel že ne vem kakšne rezultate, ne, ampak ni pa nujno, da je to na dolgi rok dober, ne. Enkrat vem, no, ena zgodba mogoče prebila iz atletike, pa je en rekel, trener pač
enega svojega tekača ful treniral na polno, pa je drugi trener rekel, ne, pač boljš bo enkrat kot mladinec dober kot nikoli, ne, recimo, ne, tam stilno, ne, in bilo je res pravzaprav tako, ne, kot mladinci bi takrat, recimo, vrhunski, čez te mladinske, ne, pol pa recimo se je izgubil, ne. In se mi zdi, da tudi, če gledamo te atletske rezultate skozi mladinske kategorije, imamo dobre, ne, in imamo jih veliko z normami, medalje tudi, ne, definitivno smo zraven, ne. Ampak se pa pol spremeni, se pravi, v članskih kategorijah, se to seveda se je mogoče tudi normalno za tako Slovenijo. Selekcija, tako, ja. Ampak hočem reči vseeno, kot mladinci imamo sigurno še boljše rezultate, ampak zdaj, ali je to na račun tega, ker več trenirajo, kakor mogoče nekje drugje, ali je tukaj drugje, vzrok, ne vem. No, se pravi, je pa spet na dolgi rok, ko sem prej omenil te norme, ki so zdaj članske, ne, zdaj je pravzaprav tako, ok, mladinsko lahko dosežeš, člansko imaš pa res malo možnosti, ne. In zdaj si mogoče nekdo lahko razmišlja, ok, zdaj ga bom kot mladinca šparal, ne, pa bomo še zelo postopoma, pa pač ne bo mogoče, ali bo blizu norme, ali kakorkoli, ali pa ne bo dosegel, kot član je pa itak skoraj ne bo mogel, ne, pa ne bo imel nikoli norme, ne, recimo, ne. Lahko pa pač, bo mladinc dober, pa pač bolj, pa še slabši. Razumem, mislim, super pogled na to, evo, zdaj si mi kar par stvari dal za razmišljati, pa razjasnil si mi jih. Mitja, tole je bil super pogovor. Itak bi te lahko super je bilo, lahko bi te sprašal še celo noč, ampak ima oba obveznosti, ne. Tako da bova tole zaključila. Spoštovane in cenjeni, hvala tudi vam za pozornost. Počasi se zdaj iztecite, če ste tekli, naredite kakšno raztezno vajo. Jaz se ti pa, dragi Mitja, zahvalim za super družbo, za tvoj čas. Hvala enako, mi je bilo veselje. Super, jaz ti želim še plodno, uspešno, čim daljšo kariero, skorajšnji pač 40. naslov državnega prvaka, zdaj boš lahko pač izbiral, kje ga boš vzel, bomo spremljali. Že zdaj te povabim na nočno 10. konc junija, jaz držim pesti, da se tale korona razkadi in da to naredimo, pa da spet, tako, pa spet malo podirkamo, pa da greš v tiste klance tam na Bledu. Tako da, Mitja, hvala ti. Hvala, enako. Lep pozdrav. Srečno. Ostani zdrav za gret za tek. Srečno. Živo. Hvala, enako. Čau. Čau. Čau.